Gospod Janković, nam lahko pojasnite, zakaj ste v Štepanjskem naselju ukinili nadzor mestnega redarstva? Najlepša hvala za vprašanje. Kot veste, je vlada pred kratkim sprejela Šuterjev zakon, s katerim je center vlade postal območje z večjim varnostnim tveganjem. Zato naselje pa je sodišče odločilo, da nadzor ni potreben. In zato smo Štepanjsko naselje razglasili za prvo območje brez varnostnega tveganja. Torej, tukaj ne boste srečali niti policije, niti mestnega redarstva, kajti tukaj nimajo več nobene pristojnosti. Čakajte malo, gospod Janković, je torej Štepanjsko naselje zdaj postalo neke vrste divji zahod in je tam dovoljeno kršiti vse zakone? Niti slučajno ne. Zato območje smo na mestni občini sprejeli tako imenovani šerifov zakon, po katerem je šerif edini, ki lahko opravlja nadzor in kaznuje kršitelje. S tem se izognemo nepotrebnim postopkom na sodiščih, ker po mojih izkušnjah zadeve itak zastarajo, a pa so obtožbe čudežno ovržene. Take so vsaj moje izkušnje. In s tem smo pripravljeni, da bo morebitno stavko policijskega sindikata, kajti policije v Ljubljani kmalu ne bomo več potrebovali. Vendar brez skrbi, kršitelji, da bodo ostali nekaznovani, kajti roka pravice v tem mestu še vedno deluje. In to je tale roka. No pomoč! Glejte ga! Ja bo ukradel mi eno... Čakajte, bom jaz uredil zadevo. Samo te Gospod Janković, kaj se dogaja? tako. Pa ga babo fateča, da pidi prava, fata kar prveštega, Kad vidite, pri izvajanju nadzora ne delujem jaz sam, ampak mi pomagajo moji pomočniki, županduri. In kazen za take vrste tatvinov mora biti zgledna, In zato bomo gospoda privezali za pakobat, In če smo jih že postavili, da imajo vsaj nek namen, ne glede na to, da zdaj trudno ne obretujejo, Vabljeni torej do obisku prvo območje brez varnostnega tveganja, Kmalu bomo v Ljubljani dodali še eno, se ta bo pa postala župan Čečeva jama, Najlepša hvala, gospod župan. Zdaj se počutim varno kot šenkol.